Lepo pozdravljeni na Jesenicah, dr. Milan Brglez, evropski poslanec. Danes ste prišli na Jesenice, da podprete kandidatko magistro Vero Đurić Drozdek, ki bi kandidirala v volilnem okraju 1 in zastopala občine Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica. Kaj menite, kakšna kandidatka je gospa Vera? Mislim, da je dobra kandidatka, v bistvu prihaja iz gospodarstva, torej vsekakor en del zgodbe, ki jo skušamo nekako postaviti kot zgodbo novega začetka. Torej moramo vedeti, od česa bomo živeli tudi na daljši rok, zaradi tega govorimo o teh dolgoročnih spremembah v našem programu, ki niso vezane zgolj na en mandat, z vsem zavedanjem, da bo gotovo koalicijsko dogovarjanje, koalicijska vlada privedla do tega, da nekatere stvari bo možno realizirati, druge ne, ampak je treba pa imeti neko osnovo, na podlagi katere lahko tako etablirana ali pa tako dolgo časa obstoječa in z razvejeno mrežo stranka dejansko nekaj naredi. Vaša stranka SD že dolgo časa pripravlja svoj program in ga že v glavnem imate. Zakaj se boste zavzemali v svojem programu? Kaj je bistvo za vas? Bistvo, najbolj preprosto rečeno, bistvo je povsem drugačen pristop do ljudi. Predvsem poslušati ljudi in iz tam in teh potreb, ki so, iti v družbene, okoljske in gospodarske spremembe, ki so potrebne. Torej, pred nami je zeleni in digitalni preboj oziroma prehod, ki mora biti družbeno pravičen. Ta prehod ni tako preprost, mora biti vključujoč. In za to se zavzemati je potrebno nekaj povsem drugega kot tisto, kar sedanja vlada počne, ki se sicer dela, da uporablja sredstva za te namene dejansko, pa v bistvu deli bolj manj volilne bombončke, ki jih bojo mogle kasnejše generacije plačati. Ne. Če se že zadolžujemo, se dajmo zadolževati za to, da se bo gospodarstvo preoblikovalo na način, da bo dalo veliko dodano vrednost, ki bo omogočila tudi delovanje socialne države. Kot ste že v sami predstavitvi rekli, da bo ta oreh dokaj trd letos. Ja, bo trg, ampak je treba prepričati ljudi. In ljudje so že, recimo vsaj na prejšnjem referendumu o vodi, dokazali, da so pripravljeni se angažirati tudi v nemogočih pogojih. In ne pričakujem, da bodo pogoji bistveno boljši do teh volitev, glede pandemije, glede vsega ostalega. In ljudje bo se dejansko morali angažirati. In edini angažma, ki omogoča spremembe, je iti na volitve in potem upravlja državo v skladu s tem družbenim dogovorom, ki se bo na ta način oblikoval. Volilna kampanja se še ni dobro začela, pa že vendar se pojavljajo različne stranke, različni komplimenti, različni pogledi. Ja, ampak treba je združiti vse tisto, kar je dobro, kar se ni omadeževalo s tem, da je podpiralo sedanjo oblast, in to pripeljati na volitve, na ustrezen način zmagati in potem izpolniti svoje obljube. Ta del je najtežji, ampak prvi korak je treba najprej narediti. Ljudi je treba spraviti na volitve, brez tega sprememb ne bo. Omenili ste že, da ste si morali narediti prostor tudi v samem Evropskem parlamentu. Ja, narediti prostor v smislu tudi najti tisto nišo, ki je specifična za socialno demokracijo v Evropi. In dejansko na tem globalnem nivoju je sociala povezavi z zelenim prehodom ključna zgodba. Torej, ja, moramo iti v okoljsko ustreznejšo, bolj trajnostno zadevo, ampak to moramo narediti na način, da noben ne bo zadaj, da ne bomo imeli absolutne revščine, da bomo odpravljali te stvari, ki so nujne. Brez nas tega ni. So druge stranke, ki se zavzemajo tudi za zeleno, ampak ne za socialno. Ali pa se zavzemajo zgolj za gospodarstvo, ali pa bi se delali, da so zeleni. Ne. Te stvari je treba narediti na takšen način, da bo to za družbo dobro. Magistrica Vera Đurić Drozdek, zakaj ste se vi odločila za kandidaturo in koliko časa je bilo v vas razmišljanje, da kandidirate leta 2022 na državnozborskih volitvah? Hvala lepa za to vprašanje, ki je v bistvu lahko zelo široko ali pa tudi ne.
Moja odločitev za kandidaturo je bila predvsem v tem, ker enostavno vidim, da ta država ne gre v pravo smer. In to iz dneva v dan dokazuje in to že gledamo, poslušamo že več kot 2 leti. Zato je bila tudi moja odločitev, ko so me strankarski kolegi nagovorili približno pred 2 leti, ali bi se odločila za kandidaturo. Nekaj časa sem razmišljala, ampak ne prav dolgo. Kajti socialno demokracijo v bistvu gre za svetovni nazor, ki mi je izredno blizu, katerega v bistvu na nek način že živim celo svoje življenje. Tako da kako dolgo razmišljanje, ali se odločiti ali ne, ni bilo potrebno, ker enostavno menim, če hočeš nekaj spremeniti, ne smeš čakati, da to nekdo namesto tebe naredi. Seveda, tukaj moramo vedeti, da vsi ljudje tega pač ne zmorejo, ne znajo, ampak zaradi tega imamo ljudi, ki smo pripravljeni stopiti na to pot in predvsem mislim, da imam znanje, imam pogum, imam voljo. Znanje imam, ki sem si ga pridobila v javnem šolstvu, v zelo dobrem javnem šolstvu, potem seveda imam tudi voljo, kajti za vsako stvar, če hočeš kaj spremeniti, moraš imeti močno voljo. In predvsem za vse tiste, ki so nekako se zgubili nekje in enostavno več ne vidijo izhoda iz tega. In pa ne nazadnje imam pogum za sebe, za vse nas in za vse tiste, ki potrebujejo pomoč in potrebujejo nekoga, ki se bo za njih zavzemal. Če boste izvoljena, zakaj se boste zavzemala? Katere so tiste 3 alineje? Verjamem, da jih je veliko. Zelo blizu vam je gospodarstvo, saj delate na občini na Jesenicah, pa najbolj na udaru v tem trenutku nam je zdravstvo. Tako, zagotovo. Prva moja prioriteta in mislim, da tudi lahko to rečem za 99%, če ne že kar za vse ljudi v naši državi, da jim je zdravstvo najbolj pomembno. To smo tudi videli sedaj v času te COVID epidemije. Ljudje res potrebujemo in to kakovostno zdravstvo. Predvsem pa potrebujemo zdravstvo, ki bo vsem dostopno in to v zakonitih rokih, kajti čakanje po 1 leto, po 2 leti na specialistične preglede, to je nesprejemljivo in to moramo spremeniti. Seveda se zavedamo, da bo za to potrebno več denarja, ampak ne gre samo za denar, gre tudi za drugačen pristop. Torej, javno zdravstvo potrebno predvsem reorganizirati, tako da bo učinkovito in da bo upravljalo tisto svojo osnovno nalogo, zaradi katerega ga imamo. Potem seveda drugo področje, ki je zelo pomembno in tako kot ste omenili, meni zelo dobro poznano, je gospodarstvo. Brez močnega gospodarstva ne bomo imeli nobenih javnih storitev, ne bo socialne pravičnosti, ne bo medgeneracijskega sodelovanja in za močno prodorno gospodarstvo seveda potrebujemo sredstva, ki jih bomo pospešeno vlagali v raziskave in razvoj, kar pomeni, da te raziskave in razvoj so tisto, ki so gonilo vsakega razvoja in s tem, da bomo v bistvu prišli do novih, oziroma do inovacij, ki se jih potem uporablja v gospodarstvu, bomo tudi dosegli višjo dodano vrednost, spremenili se bojo pogoji dela in konec koncev to, kar si želimo vsi, želimo si višje plače in ne nazadnje, želimo si tudi dostojne pokojnine za našo starost in našo varnost. Najbolj pomembno pa je to, kar ste poudarili tudi na koncu, da je potrebno ljudi prepričati, da bodo šli na volitve in oddali svoj glas. Seveda, to je edini vzvod, ki lahko doprinese k temu, da zaplovemo v drugo smer, da postavimo Slovenijo na zemljevid, kamor jo moramo postaviti, to se pravi v svobodne, odprte demokracije, kjer bomo se počutili varne, kjer nas nihče ne bo žalil, kjer bomo imeli možnost in pravico razpravljati o različnih stvareh. Jaz mislim, ljudje pač smo individualna bitja, vsi imamo pravico do svojega mnenja, vendar to ne pomeni, če se ne ujemamo v enakih razmišljanjih, ampak moramo se poslušati in spoštovati. To je čar in pravilo demokracije. In ko bomo to dosegli, da čeprav smo si različni, čeprav različno razmišljamo, da se še vedno spoštujemo in da imamo vseeno neke skupne vrednote,
takrat bomo lahko stopili na nov začetek. In to si želim za nas, za vse, za naše zanamce in seveda nagovoriti je ljudi treba, pridite na volitve v čim večjem številu, tudi če se ne strinjamo, ampak vendar oddajte svoj glas in ne dovolite, da nekdo drug odloča v vašem imenu. Vidimo se 24. aprila. Odločila pa ste se za volilni okraj 1 in pa za občine Kranjska Gora, Jesenice in Žirovnica, kjer precej dobro poznate probleme v lokalnih skupnostih. Seveda, Jesenice so moja rojstna občina, tukaj živim. Kranjska Gora je obeležila kar nekaj let mojega življenja, tam sem končala osnovno šolo in tudi svoje prve karierne korake sem tam naredila. Veliko so me naučili o turizmu v Kranjski Gori in zato mi je še toliko bolj ljuba. Žirovnica je občina, s katero tudi sicer veliko sodelujemo pri raznih čezmejnih turističnih, kulturnih projektih in zato so mi te občine v bistvu vse tri občine so kot moj domicil. Seveda je moja prednost, ker že toliko let delam pri regionalni razvojni politiki in sodelujem pri pripravi regionalnih razvojnih programov, zato tudi poznam potrebe občin v tem, praktično za celo Gorenjsko, ampak še prav posebej poznam potrebe v teh treh občinah in jaz verjamem, da z mojo kandidaturo in potem tudi, če bom in ko bom v državnem zboru, da bom lahko veliko pomagala pri nadaljnjih razvojih občin. Hvala in srečno. Hvala vam za povabilo.